Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer v oddaji Ljubljanski obzornik. Danes smo vam pripravili zanimive dogodivščine srednjeveške Ljubljane, česa vse ne smete pozabiti in kaj morate preveriti, preden se odpravite na počitnice v tujino. In vabilo na 4-dnevni festival, kjer se bodo zvrstili številni zabavni in poučni znanstveni poizkusi. Za začetek pa predstavitev mlade, nadarjene slikarke, ki napovedujejo izjemno slikarsko prihodnost. Mlada slovenska likovna umetnica, kateri pripisujejo izjemen talent, je že prodala nekaj svojih del in je poznana tako širši kot strokovnim umetniškim krogom. Imela je samostojne razstave v priznanih galerijah v Beogradu in Zagrebu. Likovni kritiki so z navdušenjem sprejeli njene umetniške stvaritve, risb, slik in skulptur. Kako ti je ime? Aleksandra Tisa. Koliko imaš let? 8. In kaj najraje počneš? Rišem. Kako ste kot oče lahko opazil, da ima vaš otrok talent? Pravzaprav zato, ker je hotela že v vrtcu in potem pa v šoli risati drugače, kot so ji rekli, da naj riše. Vedno je imela ene svoje pristope, vedno je imela ene svoje barve in tudi, ko je delala malo plastiko, je bilo to vedno narejeno malo drugače oziroma precej drugače, z zelo, zelo močno osebno noto. No, in sem jaz potem poprosil gospoda Modica, če bi jo vzel v svojo šolo. Je rekel, ja, ni problem, koliko je pa stara? Sem rekel, takrat je bila 7 let. Sem rekel, 7 let. Je rekel, ne, mogoče ima da. In sem rekel, pa bi prosil, če bi samo lahko pride. In prvo risbo je narisala za njen rojstni dan in tisto je bilo prelomno. Kaj boš, ko boš velika? Slikarka. To si želiš? Ja. No, ko je Aleksandra Tisa prišla prvič, sem dvomil, da bo prišlo do te stopnje izraza. To pa zaradi tega, ker je normalno, da otrok nekako nekaj po svoje dojema, kar je tudi splošen pojav, ampak ko nekoč ugotoviš, da dela iz sebe, ampak da hkrati opazuje okolico prvovrstno in to tudi interpretira, je pa to druga zgodba. Katera barva ti je pa najbolj všeč? Rdeča. Čeprav zdaj rišeš z ogljem, tole si vse z ogljem narisala. Ja. Zdaj sem pa neko hišo, v eni hiši je več hiš, tako kot gre iz ene hiše so stopnice v 2 hiši. Pa nek planet je tam, če se ne motim? Zemlja. Zemlja, kaj pa tukaj zraven? To je pa skala. In tukaj za nama je njena risba, ki jo danes narisala. Mislim, da je potrebovala 30 minut, se motim? Manj. Manj. Poglejte, za toliko majhnega otroka, to nogo, recimo. To je stopalo, ki funkcionira in ta človek bi lahko shodil. Torej, Aleksandra Tisa ni otrok ambicioznih staršev? Ambicije so druge, vsak starš ima ambicije, nedvomno, vendar pa te ambicije ne podrejamo svojim željam. Jaz mislim, da otroku je treba pustiti tisto, kar zna delati, kar rad dela in kako dela. Jaz moram reči, da marsičesa tukaj ne razumem, ampak končni efekt je pa krasen, ampak zato je pa tukaj mojster Modic pa njegovi pomočniki oziroma pomočnice, da to pojasnijo in da to obdelajo v pravi smeri. Kako pa v šoli rišeš? Rišemo na pamet, tako recimo, kar učiteljica reče, moramo mi upoštevati. Tukaj ti je pa bolj všeč zato, ker je večji format papirja? Ja, ker lahko rišemo tisto, kar pač je tle, da moramo kar na pamet, le pa rišeš živ model. Tle noter so ogromne vrednote, opazovanja in razumevanja človeškega telesa. In ko se pride do te mere, da že skrajšave, anatomske pravilnosti in take stvari naredi pravilno, potem se vidi, zakaj oziroma kje je smisel, da riše akte. In zdaj, ko bo nadaljevala z barvo, bo to še bolj logično. Povej mi, a tvoja prijateljica najboljša v šoli ve, da ti rada tako rišeš, pa da tako velike risbe delaš? Ja, ve samo, da rada rišem, pa da je moja najljubša barva rdeča, ne ve pa, kaj rišem. Pa učiteljica to tudi ne ve?
Učiteljica pa vse ve, sošolci se pa smejejo temu, kar delam. Zakaj pa to? Ne razumem. Ne vem, ne razumejo. Ne vem, zakaj bi bilo slikati akte kaj slabega. Konec koncev, vsak umetnik ne vidi akt kot spolni objekt, ampak kot figuro, ki ima nek umetniški izraz in ki je treba tisti umetniški izraz prenesti ali na platno, ali na papir, ali pa na karkoli že. Žalostno je to, da se to dogaja v Sloveniji, kajti jaz sem vedno mislil, da smo Slovenci malo bolj napredni, malo bolj razgledani, kar se tega tiče, ampak kot kaže, smo od leta 1992 samo še nazadovali. Povej mi, kako se ti je pa zdelo v Beogradu? Tam si imela svojo prvo samostojno razstavo. Ja, malce sem imela treme na začetku, ampak potem se je pa lepo izteklo. Kako je bilo pa v Zagrebu? V Zagrebu mi je bilo pa tudi všeč. Pa je, da si tam 2 sliki prodala, ne? Ja, Kdo pa je bil ta gospod, ki je slike kupil? ne vem, en lastnik galerije, meni se zdi, ne vem. Tako da to oči ve. Pa podpisovala si kataloge, sem videla. Ja, A je to nujno kot umetnik, da moraš podpisati? ne vem. Torej, pomembno je, da ji stojite ob strani in jo podpirate pri vseh teh stvareh, tako kot bi morali vsi ostali starši tudi podpirati svoje otroke na svoji poti. Ja, žalostno je to, da večina staršev podpira otroke v tistih pozicijah, kjer imajo nek kompleks. V naši družini to prepuščamo tistemu naboju, ki ga otrok nosi v sebi. Ampak vaš oče je bil tudi slikar, torej verjetno gre tudi za neko gensko prenosljivost talenta. Ja, nedvomno gre in to ponavadi preskakuje vsako drugo generacijo in moram reči, da sem kar vesel, da je tako. No, ampak vi ste bil pa baletnik, torej tudi nek čut za umetnost, nadarjenost tukaj prisotna. No, to je pa v celi familiji že odkar se vleče, odkar se vemo za sebe, recimo. A znaš narisati tudi portret? Si narisala recimo Ja. od mamice portret pa od očija? No, od očija sem že enega, sam ni tako zelo dobro izpadel. Sem ga od spredi, prvo z očali nekaj sem probala, potem od strani spet, pa brez očal. Skratka, vedno sem začela nekaj brisati. Zadnji 2 razstavi, ena je bila v Beogradu, ena je bila v Zagrebu, sta imele čisto drugačen odmev, kot je bil v Sloveniji. No, lahko rečem, da v Sloveniji odmeva praktično ni bilo, kajti ljubljanska občina oziroma komisija na Molu se ni odločila, da bi lahko Aleksandra Tisa razstavljala, kajti rekli so, da njeno delo ne dosega nivoja, ki ga določa ta mestna komisija. Tako da odmev je bil iz Zagreba fantastičen, iz Beograda fantastičen, v Ljubljani pa gledanje v tla in pa momljanje potiho. Koliko Aleksandre Tisi škoduje priimek Jelinčič? Pri nas absolutno. To je logika in praksa. Ker čim so take stvari v veljavi, so lahko zelo moteče, ker ljudje ta prvo rečejo, zakaj prav ti, pa koliko si za to dal, koliko si za to dobil, potem pa daleč nič, šele takrat se vprašajo, kaj to sploh je. Če se, ne? To pomeni, da bo verjetno tako kot vsi ostali uveljavljeni slovenski umetniki, ki so se morali najprej dokazati zunaj in potem šele pri nas postati priznani. Ja, tako kot ene vrste črna luknja, bi rekel. Vse okrog deluje, ne, pri nas pa vse potegne noter. Bo še dolgo hodila na slikarsko šolo pri Zmagot? Ja. V Tobačnem mestu nastaja stanovanjsko-poslovni kompleks, ki bo postal ugledno poslovno, upravno, bivalno in kulturno stičišče. Že nekaj časa tu posluje upravna enota Ljubljana. Na novo lokacijo pa so se Ljubljančani že navadili. Obiskali smo upravno enoto, ker vas želimo opozoriti na nekaj stvari, ki jih je pametno urediti pred odhodom na počitnice v tujino. V Sloveniji moramo od januarja do julija meseca zamenjati večje število osebnih dokumentov, in sicer osebnih izkaznic in potnih listov. V Ljubljani moramo z območja upravne enote Ljubljana zamenjati 146.000 listin, od tega 97.000 potnih listin. Ostalo pa so osebne izkaznice. Občani to zamenjujejo sukcesivno po mesecih, vendar v mesecu juniju in juliju pričakujemo nad 26.000 vlog dnevno oziroma mesečno.
Kakšne so čakalne dobe? Čakalne dobe so od 4 do 7 delovnih dni, za osebne iskance v 4 dneh, potni listi pa v 7. A lahko uveljavljamo tudi državljani na nek način prioriteto za hitrejši rok dobave? Zakonodajalec je predvidel, da stranke, ki nujno potrebujejo zamenjavo osebnega dokumenta, da lahko da prioritetno izdelavo. Prioritetna izdelava za osebni dokument, osebno iskanco je nekje v rednem postopku 3 dni, izdelana v 3 dneh. Lahko se izdela tudi v 1 dnevu, s tem, da stranka po 15. uri oziroma 14. uri dvigne v upravni enoti Celje. Kaj potrebuje za zamenjavo? To je največkrat problem, ko pride sem, prinese fotografijo, en oseben dokument, pozablja največkrat star osebni dokument, pa največkrat nima s seboj primerne fotografije, ker fotografija za potni list potrebuje biometrično fotografijo, kar pomeni, da je na fotografiji večji del glave in pa primerno ozadje, pa pozabljajo stare osebne dokumente, ki jih moramo ob zamenjavi uničiti. Sicer stranki vrnemo osebni dokument, vendar ga moramo fizično uničiti in vnesti v uradne evidence. Kaj storiti v primeru kraje osebnih dokumentov, recimo konkretno na dopustu? Stranki, ki je odtujen osebni dokument, svetujemo, da najkasneje v 8 dneh pride na upravno enoto in prijavi izgubo. Če mu je bil z denarnico ali z torbico ukraden osebni dokument, predlagamo, da najprej to obvestijo policijo kot kaznivo dejanje, nato pa da pridejo na upravno enoto in prijavijo izgubo oziroma tatvino, ker s tem izpolnijo zakonske obveznosti. Mi zapišemo to njegovo izjavo v računalniško evidenco in mu omogoča izdajo novega osebnega dokumenta. Kakšni so pa stroški za zamenjavo dokumentov? Pri zamenjavi osebnega dokumenta, osebne iskance je 18,77 centov, potnega lista 32-listnega je 41,55 centov, če pa je prioriteta od 10 do 14 evrov več. Otroci do 8. leta lahko urejajo in pridobijo osebne dokumente starši oziroma zakoniti zastopniki. Otroci, ki pa so starejši od 8. leta, pa morajo biti prisotni starši ob vlogi, zaradi tega, ker podpišejo na elektronsko tablico. Otroci, slovenski državljani, ki potujejo po Evropi, tega ne potrebujejo. Edini zadržek je, če bi otroci potovali z starimi starši čez Bosno, te pa zahtevajo, da imajo to vrstno potrdilo, ki ga lahko dobijo na vsaki upravni enoti oziroma obrazec, ki ga izpolnijo in potem overijo. Jaz bi apeliral na občane, da si doma pogledajo svoje osebne dokumente, ugotovijo, ali je ta v poteku in če je, predlagam, da si vsaj mesec dni pred nameravanim potovanjem ali pa potovanjem v tretje države pridobijo oseben dokument. Srednjeveški sejem, zasnovan kot živi muzejski dogodek na prostem, je pričaral pristno vzdušje srednjega veka sredi stare Ljubljane. Na stojnicah je bilo mogoče kupiti srednjeveške predmete, hrano in pijačo. Kako ste še približali ta čas današnjim obiskovalcem? Torej, pripravili smo tudi srednjeveško igro. Društvo Klati Vitez je pač prevzelo igralske vloge in predstavilo, v samo igro smo postavili, se pravi, gre za predelavo Romea in Julije v Roman in Julči. Malo je komično obrnjena, tako da zasukane so vloge, to bodo gledalci videli, ampak predvsem smo tako sestavili, da zaobjamemo življenje v srednjem veku. Pa so noter padari, ranocelniki, seveda tudi glave se sekajo in tako naprej, rablji. In se pravi, predstava je tako nekako narejena, da lepo predstavimo ta življenje v srednjem veku.
Danes uprizorjena predstava Roman in Julči je kje povezana, je avtentična za mestom Ljubljana? Ja, do neke mere je avtentična, je seveda prirejena današnjemu času, ampak mogoče, ampak velika verjetnost je tudi, da se je taka zgodba res zgodila tudi tukaj v Ljubljani. So znane družine, kar se pri nas v zgodbi pojavljajo, to so res bile, res so živele in res je tako bilo. Torej, gre pa res za dejansko trgovanje v srednjem veku, ki je bilo tukaj tudi prizorišče stojnic in nekih tržnic in prodaje, ne? Ja, vsi te trgi so se izkoriščali, je pa res, da je Gornji trg se vedno otepal tega, da je bil periferija, ker je mestni trg neko središče vedno bilo, in potem so dobesedno hoteli tudi to vedno oživljati, tako kot mi zdaj to oživljamo pravzaprav, ker je en rokav skriti ta Gornji trg in so dobesedno probali, da niso stojničarji imeli toliko dajatev ali pa vse žive stvari so probavali, da bi pospešili tudi tukaj, da bi se dogajalo. Ampak vsi so rinali vedno tja v center. Vsi ti izdelki so ročno narejeni? To so vsi unikati in s tem človek, če je celo življenje nekaj delal, mu ni problem pa še naprej nekaj z veseljem delati. Kakšno pa je zanimanje za tele srednjeveške pripomočke? Dosti velik. Stroški se pa kar nekako na nujo se jih pokrivajo. Ni nobenega ne vem kakšnega zaslužka. Torej ste tukaj bolj za svojo dušo, kaj ne? Veliko bolj, če bi bilo vse postreč, bi jaz živel v srednjem veku. Če bi bilo še tako zdravstvo, ki je bilo takrat, mislim, da je zdaj, bi bil v srednjem veku. A sodelujete prvič na tej prireditvi in koga pravzaprav predstavljate? Ja, sodelujem prvič, sem pa tkalka in imam statve in izdelke, tkanjene statve. Kakšno je zanimanje za vaše izdelke? Ljudem je zanimivo, ker tkanja več ne vidijo na vsakem koraku, tukaj pa lahko vidijo praktično v blizu, čisto v živo. Tole je verjetno vaša stvaritev, vaš kostum za to prireditev? Ja, no, poskušala sem pač nekaj srednjega veka, kot so obrtniki takrat bili. Ste se izkazali danes kot dobra trgovka, je bil posel dober? Ja, no, je bilo zanimanje, nekaj sem prodala, sem zadovoljna. Kdo ste pravzaprav, kdo je društvo Klati Vitez in kako je povezano z srednjim vekom? Mi smo, naša skupina, ki se ukvarjamo, mi smo v bistvu v osnovi ljubitelji srednjega veka. Kako se je takrat živeli, pač beremo knjige, gledamo. To nas je toliko prevzelo, da smo si naredili kostume, da se hočemo uživeti v tisti čas, ki mislim, da je bil zelo zanimiv, sigurno in tudi krvav, predvsem pa bolj je bil, ko bi rekel, bolj sproščen in bolj direkten, bolj pošten. Ljudje so se poznali, sicer nas je bilo takrat manj, zato smo se bolj poznali, bolj smo se družili in tudi bolj sovražili, ampak to so pristna čustva, ki jih pa danes velikokrat sploh ne opazimo več, gremo drug mimo drugega, sploh se ne poznamo, ne pozdravljamo. V srednjem veku je bilo to, se mi zdi, no jaz sem prepričan, veliko bolj človeško, čeprav se nam zdi krvavo ali ne vem, kakšne predsodke imamo do srednjega veka, ampak ne. Sigurno ne. Uživali so 10krat bolj kot mi. Verjetno ste doživeli krasen odziv tako domačinov kot tudi tujcev. Ja, predvsem moram reči, da tako nekako organsko paše v ta trg, to ulico, vsa ta oprema res nekako zaživi zadeva in vsi so navdušeni, da to res tako zgleda, kot da bi bilo takrat oziroma da enostavno je res simpatično. Avtentično. Avtentično. Tudi sami štantarji, ki pridejo, so navdušeni, da je lepo vzdušje, fajn, prijetno. Kje ste dobili ideje za vse tele patentne igračke, zanimive? To so že stare stvari, nekje vidim, pa potem probam sam to narediti. Pač mi je zanimivo raziskovati, kako kaj deluje. Verjetno gre res za neko avtentičnost, igračke so lesene? Ja, igračke so lesene, vse so premazane samo z voskom, nobenih topil ali pa kakšnih škodljivih stvari ni gor. Ja, v pripravi tega srednjeveškega sejma, prireditve, smo kar nekaj knjig prebrali in
prišli do zelo zanimivih podatkov. Na samem sejmu smo naredili napise dvojezične, tudi v angleščini, tudi za turiste, in te neki cukrčki, žmohtni podatki o življenju konkretnem na teh ljubljanskih ulicah so tukaj izobešeni. Zanimivo je za popestritev, ker uživi ta del Ljubljane, ki je drugače dosti prazen, ne? Vse se dogaja na unem koncu dol ali pa na drugi strani Ljubljanice, tako da se ljudi še malo potegne na to stran. To je zanimivo, ne? Srednjeveške, ja, zakaj ne? Zdaj Ljubljana je imela srednjeveško tradicijo, ne? Fino, da so pokazali še nekaj tega. Prav tukaj za mano so te najstarejše hiše, ki imajo še to, kot vidimo, strehco takole naprej. Tehle 4 so te najstarejše, ki so prava srednjeveška oblika, ker kasneje so bogati meščani skupaj združevali hiše in naredili prečno streho čez, ne. Tako da to vidimo tukaj. Je pa na koncu Gornjega trga so bila pisana vrata ali Karlovška vrata, ki so prva in najstarejša vrata, vstop skozi obzidje v mesto, ne. Dobesedno. Kakšni so pa odzivi na vašo predstavo? Ravno pri temu odzivi so pri tem, kot si mi doživljamo ali pa večina doživlja sreden vek, da je bilo to nekaj temačnega, nekaj krvavega, nekaj čudenega, da mi Slovenci ne pašemo kaj, ne. Zato večina najprej gleda debelo, ko pa vidijo, da je to vseeno naša zgodovina, da smo tudi mi Slovenci imeli svoje viteze, kar postanejo vsi ponosni na to, in to bi radi mi z svojo predstavo, s svojim predstavitvam, kjerkoli že smo, ali na viteških turnirjih, ali kjerkoli pokazati, da smo Slovenci narod, ki si zasluži besedo narod z veliko in Slovenec z veliko. 24. maja se bo v Ljubljani začel že 4. znanstival, ko se bodo na različnih lokacijah odvijale znanstvene dogodivščine. Poleg domačih demonstratorjev so organizatorji tudi letos povabili najboljše šovmene z področja promocije znanosti na svetu. Kaj pravzaprav je znanstival? 4-dnevni festival, kjer se bodo na ulicah, mostovih, na trgih našega glavnega mesta odvijali znanstveni šovi, delavnice, predavanja, potem bo tu na vrsti še en spektakel, stvari, ki se jih ne sme zamuditi. Torej, te 4 dni rezervirajte za znanstival. Kaj nam obljubljate za dogodek? Katere dogodivščine bomo lahko preizkusili, poskusili in seveda dokončno uničili, če bo potrebno? Ne, nič se ne bo uničilo. Znanstveni šovi so pravzaprav dogodki, kjer en akter prikaže nek del znanosti na atraktiven in zabaven način poslušalstvu, ki pa kmalu neha biti poslušalstvo, ampak postanejo tudi del tega dogodka, s tem, da sodelujejo, s tem, da so prostovoljci bodo nagrajeni. Nagrada pa bo ta, da bodo na spektaklu, ki bo na sporedu v soboto, imeli tiste prva mesta oziroma prednost pred drugimi, tako da se splača biti prostovolec. Komu je festival namenjen? Festival je namenjen tistim, ki obiskujejo hišo eksperimentov. Hišo eksperimentov obiskujejo radovedneži, skupine iz vrtcev, skupine iz osnovnih šol, srednješolci, skupine študentov, aktivi učiteljev, društva upokojencev, družine in pa parčki. Kakšen je urnik, kako bo potekal recimo prvi dan otvoritve, torej v četrtek jutri? Jutri bo najprej odprtje znanstvevala ob 1 uri na Tromostovju. Pokrovitelj znanstvevala letošnjega je predsednik republike, gospod Danilo Türk. Potem temu sledi nastop našega amaterskega akademskega pevskega zbora Hiše eksperimentov z pesmijo Adija Smolarja, ki jo je napisal prav za Hišo eksperimentov. Sledi pa znanstveni potpuri, kjer bodo naši gostje
vsak na brzino, dali smo jim vsakemu po 3 minute, da pokažejo cvetke iz svojih šovov. Torej nadaljujemo pa potem v soboto se začne Znanstival že ob 10. zjutraj, lahko pridete že prej in vidite, kako nastaja Znanstival. Cel dan se bo odvijale stvari, no, petek cel, sobota cela in nedelja do 14. ure. V hiši eksperimentov bodo ta čas dnevi priprtih vrat, kar pomeni, da vrata ne bojo čisto odprta, ne bojo pa zaprta in pridite.